Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes je v moji družbi dr. Mira Omerzel. Mirit, lepo pozdravljena, dobrodošla. Imava kar nekaj tematik, ki jih bova danes obdelali. Tudi serija različnih knjig je v nastajanju oziroma že v finiširanju iz vaše strani in katedre Vedun. Zdaj, za sam začetek, sami ste v naši oddaji že spregovorila o pranojedstvu, tako da tukaj se ne bo veliko ustavljali, ampak mogoče za sam začetek, s čim vse se mi hranimo? Ni samo hrana v fizični obliki tista, na kakšen način pridobivamo energijo za življenje. Kaj sama ješ pravzaprav? Ja, treba najprej povedati, da je človek duhovno in energijsko bitje. Spravi, ni samo kos mesa, kot bi rekli, telesa, na kar običajno tudi znanost pozablja, zaradi tega, ker še zmerno nimamo dovolj subtilnih aparatur, ki bi izmerile naš potencial, čeprav se zdaj že tudi da, recimo z raznimi načini. Človek je energijsko bitje in deloma fizično telo hrani s fizično hrano, deloma fizično telo hrani tudi z univerzalno, kozmično, življenjsko energijo. Kolikor je bolj duh razprt, toliko več potrebuje energijske hrane, kolikor je človek bolj zaprt, večji jedec je običajne trdne hrane. Spravi, ko razvijamo svojo duhovnost, potem se približujemo temu, da rabimo vedno manj trdne hrane in vedno bolj in vedno več kozmične, univerzalne življenjske energije. Jaz to primerjam s pečjo. Skratka, ali imamo peč na drva, ali imamo peč na plin. Tako. No, in od tega je tudi odvisno, širjave zavesti so zelo pomembne in lepo, da se lahko o teh širjavah zavesti pogovarjamo sploh kje, ker tudi tega je v naši družbi absolutno premalo. In čestitke, da je to sploh možno, ker je potrebno, kajti človek z duhovnim razvojem, svojo disciplino samorazvoja in razvijanja napravi sebi lahko številne zelo pomembne prodore v svetove, jaz pravim prodore v svetove duha ali onkraj. In meni se je pač to pranojedstvo, bretarijanstvo zgodilo spontano, prvič leta 1994, nisem vedela, zakaj sploh gre. To zdaj že 26 let, 27 leto pač preučujem in na sebi, kot izkustvo, pa tudi ko gremo stečajniki na suhi postavki takega, da vidim, kako se to tudi v drugih manifestira. In moram reči, več ko je te univerzalne življenjske energije v telesu, bolj imamo, večjo tudi imamo odpornost, bolj zdravi smo, bolj ustvarjalni, nekako leti s to življenjsko hrano skozi našega duha, tudi ustvarjalnost. Tudi uvidi, vizije, bolj razumemo svet, bolj razumemo, zakaj se nekaj dogaja. Torej, obstaja več dimenzij hrane, tako rekoč? Več dimenzij življenja. Mi pozabljamo, da nismo samo fizično bitje, ampak da smo še enkrat duhovno, energijsko in fizično bitje. In skozi vso zgodovino so obstajali različni načini, kako prodreti tudi v tiste višje frekvenčne svetove. Višja je frekvenca, vsaka frekvenca je zvok, višje frekvenčne svetovi duha so eliksir življenja. To je tisto, kar so iskali kot svoj, jaz pravim temu, svoj kelik življenja, svoj svet igral, če hočete, neizmerni potenciale, ki nas vedno znova urejajo, ki nas vedno znova napajajo z duhovno močjo in tudi fizično. Kako smo se pravzaprav, kakšno oviro predstavlja to, ko človek gleda na ta svet samo materialistično? Samo tisto, kar lahko prime, zvaga, vidi? Ja, tak človek je slep in gluh. Kot prvo ne vidi celotnega potenciala, če ne vidiš celovitega potenciala, potem tudi napak se odločaš, napak reagiraš, napak se odzivaš. No, tudi del te moje knjige je prav ta razlika med duhovnimi pogledi pa med
novimi oziroma duhovnimi pogledi ali pa materialističnimi. Materialistični pogledi, ki priznavajo samo to, kar je otipljivo, vidno, slišno, so zamejeni. In zato v tej smeri delajo ljudje take zavesti veliko škodo. Uničujejo, so pridobitniški, želijo samo materialno, to, da nikoli niso potešeni. Ne morejo biti, ker je en cel velik del manjka in to je ta duhovni potencial. Duhovni človek bo videl nekaj, kar je povsem drugače. Bom povedala, recimo ta moja zadnja knjiga iz serije Sozvočja življenja, znanosti in duhovnosti, ki nosi naslov Tkanje duha in telesa, v veliki meri sloni tudi na tradicijah in kulturah sveta, zaradi tega, ker so naši prednamci, predniki živeli drugače. Predstavljajte si, da gledam tole čudovito ikebano in se poglobim v to sukulento in rečem, aha, ta sukulenta je napajena z isto energijo kot človek sam in to je res. Znanost je temu rekla animizem, aha, posod so naši predniki videli dušo, tudi v praprutu, tudi v kaktusu, tudi v ne vem čemu. In ko gledate v bistvu ta svet, če ga gledate iz tega vidika, da je ista ustvarjalna življenjska sila v vsem, potem tega ne boste uničevali. Materialist bo rekel, aha, tole moram pa jaz zdaj pojesti, uničiti, ne vem kaj, dobro, jemo tudi hrano, ampak hočem reči, nekdo bo šel sekat drevo, ker ne bo pomenil nič svetega. Ko sem bila med severnoameriškimi indijanci, Hopi in Apači in Navajo in so potrebovali drevo, sem bila šokirana nad tem, kako so se lotili sekanja drevesa, ki so ga potrebovali. Šli so do drevesa, ga naprosili, da se jim žrtvuje. Isto delajo aboridžini, isto delajo v drugih kulturah, na Havajih, v Tibetu, kjerkoli. In so naprosili drevo, da se jih žrtvuje, ampak tisto, kar me najbolj šokiralo je, da nikoli ne posekajo ničesar, kar ne potrebujejo, ali pa zato, ker bi hoteli še več, pa še več sekati, zato da bi dobili še več dobička, ampak so drevesu odvzeli bolečino. In to je bilo fascinantno. Naredili so cel obred okrog drevesa, kjer sem tudi sama sodelovala in seveda, ker sem pa senzibilc, sem čutila, kaj se dogaja in so mi potem tudi povedali. Čutila sem, kako iz drevesa odšla bolečina, tudi žival, če jo pojejo, recimo zaradi hrane, isto so tudi sibirski šamani ali pa sibirski modreci, odvzamejo bolečino, tako drevesu, rastlini, živali, da je ne čuti tega, kar se pa pri nas dogaja po svetu, v klavnicah, v tem, da se uničujejo gozdovi, ne, seveda je čisto druga štorija. Kajti senzibilec ni več beli človek, je pozabil gledati na svet kot na sestrstvo, kot na bratstvo, kot na veliko družino. Zakaj? Ker ne čuti več univerzalne življenjske energije. Ker ne vidi, da ta napaja v svet. Ker ne vidi, da ta univerzalna življenjska energija daje življenju prav vsemu. In če daje življenjem tudi drugim oblikam, so te oblike enako pomembne. Wow. Tvoja hrana je torej tista kozmična juha, ne? Ja. In instrumenti so tisti, ki... Glasbilo. Ja. Se pravi, glasbilo, ki proizvajajo to, ki ponujajo to, kot kuhinjski pripomočki. Ja, glasbila so pač med snovnim in nesnovnim. Zvok je med snovnim in nesnovnim. Toda vse, tudi materialni svet, tudi ta otipljivi svet je v bistvu frekvenca. Nizka frekvenca, ki tvarino tvori. Toda vsaka frekvenca je zvok. Zato pravim, zvok je vse. Zvok je vse. Zvok je vse. In snovno, in otipljivo, in nevidno. Skratka, in z glasbili samo še lažje posežemo v višje svetove resničnosti nad materialnim svetom, nad snovnim svetom. In v tem nematerialnem svetu seveda lahko z zvokom vplivamo na vse. Zato je tako zelo pomembno, kakšen zvok in kakšno glasbo poslušamo. Nažalost, večinoma vse glasbe, ki je danes moderna, popularna in ne vem, ruši. Zelo ruši harmonijo ljudi, energijskih, eterskih teles. Medtem ko, če poslušate zvoke, ki so uglašeni,
v sozvočje z naravo, v sozvočje z obstojem, v sozvočje z zemljo, s kozmičnimi svetovi, potem je človek miren, srečen, je napolnjen, izpolnjen in mu nič ne manjka. Tako pa v tem materialističnem svetu in tudi v zelo rušilni glasbi, ki jo poslušamo iz medijev, se dogaja to, da naša harmonija zginja, da se zgubljamo v tej disharmoničnosti in potem rečemo, kakšen je življenje. Ne, življenje je lahko zelo lepo, samo treba je poslušati prave zvoke oziroma si dovoliti, da se konzumira prave zvoke. Ti zvoki so pa slišni in neslišni, pa smo spet na drugem področju. Prebrala sem, da glasba, danes poslušamo glasbo za razvedrilo, da se včasih tega ni počelo, da glasba je bila zgolj v terapevtske namene in to je bil resen pristop. Seveda. Glasba nikoli se ni uporabljala za zabavo, to je včasih povem kakšnim urednikom, pa me čudno gledajo, ker danes je glasba samo še zabava in izničevanje, dostikrat izničevanje človeškega potenciala, ker o tem nihče več ne razmišlja, da je zvok nekaj, kar se vpije v našo auro, v naše eterično telo in potem tam s faznim zamikom deluje. Tudi vse aparature delujejo s faznim zamikom. Vse aparature, recimo rentgen, ne vem, CT, karkoli že, počasi s faznim zamikom delujejo na telo. In ta fazni zamik je nekaj, kar nam megli pogled, ker se tega ne zavedamo. Toda še enkrat poslušati je treba zvoke, ki so pomirjeni, ki so umirjajoči, recimo temu meditativni. Nekatere kulture to še vedno zelo uporabljajo, kot recimo Indija, kot recimo nekatere druge. In zvoki, ki jih potrebujete za to, da se pa nekaj rušilnega, slabega razbije, so seveda tudi drugačni. Ne moremo pa razbijati z nezavedanjem tisto, kar je za nas dobro in zdravo. Kakšen potencial ima glasba, recimo, če bi jo vključili v domove za starejše, če bi jo vključili v šole, v vrtce in to takšno glasbo, o kateri smo zdaj slišali, takšno glasbo, ki jo tudi sama poslušam na različnih CD-jih in danes sem prejela tudi tega kristalnega meditativnega, torej zima, zimski solstici. Ansambla Vedunja našega, ja. Tako. Zanima me, kakšen efekt bi imeli? Bi lahko to izmerili, bi lahko to videli, bi lahko to opazili? Tudi tisti, ki so materialistično usmerjeni. Seveda. V moji knjigi je eno celo poglavje, ki temelji tudi na drugih raziskavah. In moram reči, kot pionirka etnoarheomedicinske muzikologije, vibracijske muzikologije in kot glasbenica in znanstvenica me je zvok vedno zelo pritegoval in zanimal. In ta zvok preučujejo v tujini, pri nas seveda ne kaj dosti, tudi ko napišeš ali pa koga kaj obvestiš ali pa ga naprosiš, da te prosim tole zavrteti ali kaj takega, se to ne zgodi. Zaradi tega, ker smo pač majhni, no, tako ali pa tako. Verjamem pa in v tujini, zlasti v Ameriki, so poskušali v domovih vrteti urejajoče, mislim, meditativne zvoke, zelo take izbrane zvoke ali pa tudi nekaj izbranih poglavij iz klasične glasbe in so videli, da so se ljudje vrnili nazaj vase. Ljudje, ki so postali otopeli, ljudje, ki so, in tudi jaz vidim, ko smo koncertirali med ljudmi z problemi zdravstvenimi ali pa recimo v Hrastovcu med bi rekla, z ljudmi s posebnimi potrebami. To je bil zame najbolj doživeti koncert v celem življenju. Dati urejajoče zvoke ljudem, ki to še zaznavajo, jim pa ne deluje, ker z umom ne posegajo več v občutenje, je bilo fenomenalno. In sami te postefekti so bili zelo urejajoči. No, in tudi v Ameriki so ugotovili, da ljudje, ki so bili popolnoma utopeli, raziskave so ravno tako delali, ki so bili utopeli, so se naenkrat zbudili. Naenkrat so bili spet sami v sebi. Našli so stik s samim seboj. Spomnili so se, čeprav so bili prej že skoraj kot rastlina. Pa še nekaj.
Če so zvoki terapevtski, jaz pravim zvočno-energijsko-terapevtski, potem lahko okrepijo imunski sistem. In zato tudi v tej zadnji knjigi govorim o tem, zakaj in v čem je problem, da smo mi nekje na repu oziroma na vrhu obolenj, tudi zadnje epidemijske recimo situacije, ker smo energijsko izčrpani. Slovenija je na vrhu lestvice izčrpanosti in izgorelosti v evropskem merilu. Smo tako pridni, ne? Ne, zato ker smo tako siromašni v primerjavi z ostalimi. Ljudje delajo mnogo več, zato da preživijo, pa še preživeti ne morejo. Potem pridejo zaskrbljenosti, strahovi, ono tretje, ki dodatno uničuje celotno telo. In energijski potencial je tako slab, življenjske energije, ki teče skozi nas, ki jo nažalost tudi medicina ne upošteva, še pa verjamem, da v prihodnosti bo, da se bo to združilo, pride do hudih deficitov v telesu in zaradi tega človek ne more speljati zdravilnih procesov, ne more tudi priti k sebi, po domače povedano. Če je energijski potencial v človeku premajhen, bo bitko z nekim virusom izgubil. Tudi z navadno gripo ali pa s koronavirusom ali pa s čemorkoli bo to bitko izgubil. Zato mislim, da je zelo pomembno, da pogledamo ta vibracijski svet, frekvenčni svet, ki je po eni strani z ušesi prepoznaven kot slušni svet, na nevidnih ravneh, na neslišnih ravneh, a vendar zaznavni, pa je to energijsko-frekvenčni svet naše življenjske energije. Če je ta preslaba, potem bomo imeli velike težave z zdravjem, zbolimo, ne moremo izpeljati, ker telo izpelje zdravilne procese. Saj nič ne zdravi, tudi kemija ne po eni strani. Ampak s tem samo podpiramo telo, da naredi njegov logos, telesni logos izpelje proces samourejanja. Zato potrebuje energijo, lahko tudi fizično podporo, zato potrebuje mir, zato potrebuje v bistvu krepko telo, ki pa ob tej izgorelosti, ki jo ima 3/4 prebivalstva Slovenije, se ne more zgoditi. Hvala za te besede. V nadaljevanju pa še več informacij o različnih uvidih iz preteklosti za prihodnost, predvsem pa tisti nasveti, ki nam torej lahko pomagajo, da lahko začnemo živeti bolj urejeno oziroma da tudi sami lahko izpolnimo svoj energijski potencial. Tudi v nadaljevanju bo v moji družbi dr. Mira Omerzel Mirit. Dr. Mira Omerzel Mirit je še vedno v moji družbi. Ali obstajajo iz zgodovine kakšni posebni uvidi ravno za ta čas, v katerem živimo zdaj in se dogaja toliko nenavadnih reči, ali kako bi rekla? Seveda, kajti ljudje s sposobnostmi videnja so živeli v vsej zgodovini, na vseh celinah, po vsej svetu in še vedno živijo. In še vedno živimo. Konec koncev vidimo stvari, ali pa so videli tudi veliki geniji v preteklosti. To lahko pogledamo daleč nazaj v zgodovino. Prvi, ki so videli naš čas in napisali zanimiva sporočila, so nastala že 5000 let pred našim štetjem. To v starem Egiptu. Med njimi bil eden največjih genijev, to je bil Hermes Trismegistos ali trikrat prerojeni, kot se reče, ki je dobil potem tudi titulo božanskega. Je videl, da se bo, to se pravi, čez tisočletja začel proces razduhovljenja, razvrednotenja, ko nihče več ne bo razumel niti starih uvidov, niti starih, da ne rečem, prerokb, čeprav so te prerokbe danes tako čudno kot beseda izničene, ne? In da bo človeštvo v tem času, v katerem zdaj tudi mi živimo, praktično brez duhovnega znanja. Brez duhovnega razumevanja življenja, brez razumevanja, oni so rekli atoma življenjske energije, jaz jo imenujem univerzalna življenjska energija, da ne bodo več sposobni videti bistva življenja, da bo razduhovljenost in razkulturjenje tako veliko, da bo človek gagal v temi. Teh uvidov je bilo v vseh kulturah nešteto.
Morda nam časovno najbližje je tako videnje Nostradamusa, ki ga je cerkev zelo preganjala, tako da se je moral skrivati, ali pa Pitagore v stari Grčiji, ki je bil tudi videc svečenik svečenikov, pa ga poznamo samo kot matematika, ampak je videl v bit stvari in se je mogel na koncu življenja skrivati po Samosu gor, na toku Samosu grškem v votlinah, ker se je bal za življenje in na koncu so ga vse tisti, ki ga niso razumeli, ubili. In v zgodovini je vedno tako, tisti, ki vidi, tvega. In tudi, če kaj napišeš, tvegaš. Zato, ker te večina ne bo razumela in bo poskušala vse mogoče, da te diskreditira. Veliko je bilo teh raznih videnj tudi med ljudstvi drugih kultur, od aboriginov, od starovedske kulture, ki je lepo povedala tudi za ta čas. Vedski džotiš, recimo astronomija, astrologija. Ampak ali to pomeni konec sveta? Ne, nikoli. Ni bilo to konec sveta, konča se pa svet, ki je bil, pa ga ne bo več. Tudi stari Maji, recimo moje prejšnje knjige o prerogbah starih Majev in severnih ameriških Indijancev so zelo lucidno povedale, kaj so njihovi vidci videli, že pred stoletji zapisali. In Maji so nehali šteti leta 2012. To ne pomeni, da je konec sveta, ampak da se konča življenje, kot ga poznamo. In zdajle smo v tej spremembi. Izbiramo, zato je tako pomembno tudi čim več predajati svojega znanja o duhovnih in kulturnih vrednotah, kjer je nastal cel mrk. Zato, da ne bi prišlo do tega, da se razduhovi vse ostalo, da se ohrani? Da ne bomo mi brez duhovnosti in brez pravega znanja izničili to. In znanost to danes dobro opozarja, da smo na pragu uničenja planeta, samega sebe, vsega življenja na Zemlji. To so stari vidci, so videli, so opozorili, kdo bo to, ponavadi zamahnejo z roko, kaj zdaj ta človek govori. V resnici pa tudi prerokbe Majev in severnoameriških Indijancev Hopijo Navaho lepo pripovedujejo o tem, da bo človek pozabil na bistvo življenja, torej kjer to je energijo in na duha, in da bo razvrednotil, doživljamo tudi to, vse polno razkulturjenje v našem času. Bistveno je tisto, kar je plehko, slabo, pravzaprav brez prave vrednosti, tisto se ceni, vse ostalo je pa tam nekje odmaknjeno, izgnano. Torej, tako so rekli, to se zdaj dogaja in to je to? Ne. Zelo pomembno je, da če se vsaj malo zamislimo nad temi njihovimi uvidi, ker smo v času velike spremembe, lahko kaj spremenimo. Torej, če bomo spremenili naš pogled na svet, je seveda možno, da ne bomo izničili našega sveta. Ampak seveda tudi znanost na to opozarja, da smo zelo, zelo blizu, da se izniči vse. Ni treba, da gremo na Mars kolonizirati ali pa kaj takega, dajmo probati planetu rešiti. Tudi z drugačnimi pogledi, predvsem z upoštevanjem duhovnih esenc, esenc življenjskega potenciala, da vidimo stvari malo širše. Obstajajo tudi uvidi, ki govorijo o tem, da vendarle smo se pa pol nekje pobrali pa začeli živeti drugače? Ne, daje nam možnost, da izbiramo sami. Izbiramo med čim? Med čim? V tem, da uničimo sebe in planet ali da najdemo nove izzive, da najdemo tudi na temelju starih znanj, starih v bistvu mnogo subtilnejših znanj o duhu in o človeku, od današnjih, da najdemo popolnoma nove, morda celo boljše, bi rekla, ključe za življenje, boljše življenje. To, kar živimo, s tem ni nihče zadovoljen. Je tako. In dejansko ta res, ki je nastal z novim tisočletjem, z digitalizacijo, ki nas tudi uničuje, ne pa da eni opevajo to digitalizacijo, to sevanje, zlasti 5G in mobitelov in računalnikov, kar so tudi raziskave že pokazale, zlasti na otrocih, nas uničujejo, cele generacije uničujejo, cele rodove. Tu je treba napraviti spremembo, če nočemo uničiti svet. To, da izbiramo sami. Imamo svobodno voljo, kaj bomo naredili
je zelo pomembno. Zato tudi situacija, v kateri zdaj živimo in tudi ta pandemija nam pravzaprav kaže na veliko onesnaženost in na manko življenjskih esenc. Starosvetne modrosti, ki so bile iz zgodovine posredovane za ta čas, katere so, kaj nas učijo? Vse o tem vam pripovedujem, a ne? Ravno o tem vam pripovedujem, da nas učijo kot prvo, da je treba postati spet malo bolj subtilen, zaznavati življenjsko energijo v vseh oblikah življenja, tudi v zemljah, tudi v vesolju, konec koncev, da je treba se spet na krilih zavesti spustiti v te vode, v te širjave duha, da bi lahko zaživeli bolje. To je recimo skupni imenovalec vseh starih videnj. Je rešitev v protestih ali obstajajo kakšne druge oblike, kjer lahko bolj prispevamo k temu, da čisto na ekološki ravni rešimo ta planet? Glejte, najbolj pomembne stvari so se zmeraj dogajale tako, da je človek povedal resnico. To ne pomeni, ne morem reči ne za eno, ne za drugo, kaj je dobro. Pomembno je, da se izkaže resnica in da iščemo manke, ki nas trenutno ovirajo. Da se jih izrazi in da se jih tudi spoštuje. Kaj je narobe? Zakaj recimo imamo toliko problemov z zdravjem v tem trenutku? Kakšna onesnaženost nas je doletela? Treba je v bistvu poslušati ljudi. To je bistveno. Ljudje pa bi morali imeti pravico jasno izraziti. Kakšnemu ritmu, zdaj tukaj imam v rokah CD ritma zime, torej zimskega solsticija. Vse je v ritmu. V kakšnemu ritmu ne bi mi sledili dejansko, zato da lahko dosežemo vse to, da bomo modro lahko izbirali, da bomo zdravi in vse ostalo? Ja, ritmi se konstantno spreminjajo, nič se skoraj da ne ponovi, razen širših kozmičnih ciklov, pa se vidite, vsako leto tudi vreme je drugačno. Največji problem je, da hočemo imeti sred zime jagode, poleti hočemo imeti pa, ne vem, počitnice v iglujih. Gre za to, da so naši predamci so znali upoštevati ritmo narave, kozmičnega, zemeljskega. Če bomo znali upoštevati te ritme, potem bomo živeli uglašeno, usklajeno z tokovi temu življenja, s tokovi kozmično-zemeljskih ritmov in takrat ne bomo čutili, da smo v neki disharmoniji. Če jih bomo upoštevali, če bomo šli z njimi, s tokovi tega, potem bomo čutili mir v sebi in tudi urejenost, harmonijo, sozvočje, ki je blagozvočje. Pravijo, da stresne situacije se vedno dogajajo okrog nas, vedno se nekaj dogaja, pomembno je, da pač kljub kaosu mogoče zunaj ostaneš miren v sebi. Kako doseči to? Kakšen je nasvet tukaj? Ali je boljše, da pač se znorimo, zderemo in vse ostalo? Ja, zdaj začela sem se smejati, zato ker sem se spomnila na eno mojo dogodivščino, ko doma smo gostili tibetanski orkester, potem sem jih mogla peljati na postajo, in jaz komaj sem naredila šoferski izpit in se znajdem sredi mesta v zaprti cesti. In sem mogla iti okrog, in sem postala nervozna, in sem ob tej uri imate vi odhod letala, tega onega, kako vas bom pripeljala tja. In me eden od teh muskontorjev taši reče, pa kaj si pa tako nervozna? Jaz nekaj, glej, zamudili boste letalo, In on reče, ja in? Jaz ga debelo pogledam, to ni v naši logiki, ja in, zmeraj smo navajeni, da moraš biti točno tam, takrat, ko si domenjen, ono tretje. Jaz osebno mislim, da to umirjenost lahko dosežemo v sebi, seveda takrat sem stara, ne vem, koliko je, 40, 30, ne vem, nekaj takega. In predvsem z delom na sebi, z gledanjem vase, z meditativnimi zvoki, ki nas pomirjajo, temu so namenjene številni zvočni obrazci našega planeta in da nismo tako tekmovalni.
Ta tekmovalnost, ki se je v naši družbi zalezla dobesedno in se prične negovati že v vrtcih, je katastrofična. Sicer pa vidite, danes so idoli samo še športniki, ne, ki zmagujejo. No, privoščim jim zmago, da ne bo narobe, da ne bo napačnega razmišljanja. Toda idoli včasih so bili duhovno široki ljudje. In tudi samo tisti so lahko nekako dosegli pomirjevanje, pomirjenost v družbi, ker so v umirjeni situaciji videli, kaj je za spremeniti, kaj je za popraviti, čemu je treba odpreti vrata. In tista pomirjenost, ki je v današnjem hitrem tempu zelo nemogoče doseči, pa vendar moram reči, da je svet ne samo razdvojen v svojih razmišljanjih, kaj je dobro in kaj prav, ampak svet je razdvojen tudi v duhovnem smislu in v tem materialističnem. Vedno več je ljudi, ki posegajo po duhovnih receptih, tako preteklosti in sedanjosti, ali pa sedanjosti, ki tudi iz preteklosti izhajajo, zato ker čutijo, da ta način življenja, kakor ga večina živi, je tako uničevalen, da ti prej ko slej vzame zdravje, srečo, ustvarjalnost, spanje in tudi konec koncev danes je vedno slabša tudi sposobnost torej, same rodnosti je na udaru. In stara orodja so pač, to ne moramo midva rešiti, da bi vse povedala, ampak rečem vseeno v zvočno miselnih, čustvenih obrazcih. Imamo obrazce, ki z zvokom in mislijo delujejo na to, da pomirimo svoje čustva, da pomirimo svoje telo in da pomirimo svoje življenje. Trenutno se v svetu čuti zelo veliko tega strahu pred smrtjo. Ja. A bomo umrl, a ne bomo umrl, a imam ali ne bom, kaj bojo testi pokazali, kaj ne bojo in podobno. Kako sami gledate na smrt? Česa bi se mogoče morali zavedati? Ker strah vendarle je tisti, ki nas na celični ravni zakrči in ne moremo biti niti zdravi, če smo v krču tega strahu. Aha, o celičnem spominu nisva še kaj dosti rekli, ja, čeprav smo načeli. Takole bom povedala, ko sem bila stara 27 let, sem klinično umrla, šla na ono stran, se vrnila nazaj v telo in svet je bil popolnoma spremenjen. To je bilo v času, ko se o onstranskemu ni govorilo, to je bil čas socializma. To je bilo čas, ko je bila smrt nekaj najhujšega, kar je mogoče. In ker sem raziskovala na vseh celinah med različnimi kulturami, sem se tudi tam srečavala z kulturami, ki so ta krogotok življenja in smrti razumevale bolj naravno in drugačno. Ko sem šla na ono stran, sem pravzaprav zaznala svetlobo in mnoge dogodke, ki sem vsaj deloma zdaj popisala tudi v tej novi knjigi, so mi spremenili popolnoma poglede na svet. Najpomembnejši dogodek je bil odhod onkraj in vrnitev nazaj. In to danes imenujemo življenje po življenju. Vrnitev iz življenja oziroma izhod iz življenja in vrnitev nazaj v življenje. Proti kakršnim koli pričakovanju in izkustvu sem bila šokirana, ker sem se vrnila. Zato, ker je tam toliko mnogo lepše. Ker sem zaznala te onstranske svetove ne kot nekaj, pred čemer nas je vsa kultura, družba, današnjost strašila, ampak nekaj čudovitega, izpolnjenega, širokega, silno širokega. In zato tudi dostikrat, ko predavam o življenju in smrti, govorim ljudem, glejte, moj star oče je zmeraj govoril, veš kaj, Mirica, samo umret ni mus. Samo umret je mus, vse ostalo se da spremeniti. Prej ko slej, vsak ima svoj tempo, kot od drevesa pade list, zgubi liste in spet obnovi, tako je tudi v življenju. Če nas ne bi tako strašili, ne bom se poglabljala kdo in zakaj, konec koncev tudi načini zdravljenja, ki so, na vsak način je treba nekaj napraviti, samo da človek ne bi umrl. Lepa je skrb za človeka, to da treba mu je dovolj tudi, da gre, ko je za to njegov čas. In čisto mirno
lahko povem zaradi lastne izkušnje, da je ta krogotok življenja in smrti prekrasen in da se ga ni treba bati. Celični spomin smo prej načeli. Smo načeli, ja. Glejte, tu ne morem drugače, kot da ne omenim tudi znanstvenika, mikrobiologa Brucea Liptona, ki je deloval kot profesor na Stanfordski univerzi. Potem je v laboratorijih ugotavljal pač ta svoj, naš človeški potencial celičnega spomina, potem zapustil te vode in postal duhovni učitelj in hoditi tudi po svetu, recimo. Njegove raziskave so mi bile drage in sem jih združila tudi z raziskavami sorbonskih znanstvenikov, ki so govorili o kozmičnih ritmih, ker so hoteli dokazati, da ta kozmični ritem pa se ne obstaja, ne, tudi v ljudeh ne. Na koncu so postali največji zagovorniki tega, kako ti kozmični ritmi se zasidrajo v celični potencial človeka. Tako Lipton kot somorski znanstveniki Michel Jacquelin recimo so ugotovili, da v celici obstaja spomin. Večen spomin, ki nas lahko tudi napaja, ki nas lahko tudi spodbuja ali pa uničuje. Recimo stresi, in zato se bojim, vse te stresi, ki se trenutno dogajajo, vse te stvari, ki se že v celični spomin zasidrujejo otrok, vse generacije, to je težko zbrisati. Vsaka celica pomni vse. Transfer kozmičnih ritmov in življenjske energije gre čez vse celice. In ta transfer, če je prekinjen s stresom, z travmo, s čemorkoli, povzroča težave. Najprej na duhovnih ravneh, potem tudi na telesnih. Celični spomin je saboter. Kajti, če imate vi v sebi travme, strese, ki niste izničili, spet z zvočnimi, frekvenčnimi, energijskimi tehnikami, bojo v vaše življenje vedno znova privabljale podobne strese in podobne težave. Nikoli jih ne boste pozabili. Zakaj? Zaradi tega, da imamo novo priložnost, da bi šli čez to? Ali enostavno zaradi tega, ker to deluje kot magnet? Ne, to deluje po zakonih resonance ali sozvenenja. To deluje tako, da enako privablja enako. Nesrečni človek bo v partnerstvo privabil nesrečnega človeka. Vesel človek bo privabil podobnega človeka, ker si kažemo zrcala. In če smo mi polni nesrečnosti, če smo polni travmatičnih stresnih situacij, bojo te stresne situacije spet privabljale vase podobno nesrečnosti okoli in tudi gledali bojo svet na ta način. Zato je tako pomembna duhovnost in izničevanje vseh teh stresov, ki jih ne more izničiti. Višje frekvence zvoka, višje frekvence energije pa to zmorejo. Drugače postanemo samo vedno bolj degenerirani. Postanemo gluhi in slepi, kot sva rekli tudi prej. V vsakdanjem življenju torej ne uživate hrane v trdi obliki. Če pa bi vendarle, kakšno hrano bi izbrali? Kakšno hrano bi izbrala? Ne, kozmična hrana je kar v redu. Predvsem pa ne obremenjuje telesa. Dobro. Ne bo nobenih receptov potem? Ne bo receptov. Ne bo receptov, ampak če pa lahko kaj priporočim, pa naj ljudje pazijo, kaj jejo. Ker danes se tudi s hrano zelo uničujejo, s to hitro pripravljeno, instant hrano in ne vem kaj, kar tudi jemlje odpornost in pa vitalnost telesa. Odlično. Hvala lepa za vse informacije, ki ste jih danes posredovali in za vse knjige, za vse CD-je, za vse priložnosti in možnosti, ki jih imamo s vašo pomočjo in pomočjo vseh projektov, torej seveda tudi ansambla Vedun. Hvala lepa. Ja, še nekaj bi rada, če smem povedati. Če imam še minuto. Hvala vam za lepe besede, ampak torej preko naše šole Veduna imamo tudi zvoke, to so zvoki, ki se lahko priklopi kdorkoli nanje, in tudi zvočno-kozmično kirurgijo in to, s čim ljudem od aprila, ko se je začela epidemija, smo pomagali mnogim po celem svetu. Da so ohranili svojo vitalnost, da so očistili svoje strese, tako da, če koga to zanima, vabljen. Super, hvala lepa. Če vas zanima še kaj več, kako izgleda življenje pranojetke, o tem sva namreč z mojo današnjo gostjo že govorili, preverite na klepetobkavi.si pod minule oddaje in Življenje brez hrane se imenuje naziv takratnega pogovora.